Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke, v oddaji Vaše zdravje, naša skrb. V oddaji, kot že ime samo pove, vsak teden govorimo o različnih težavah, zdravstvenih, takšnih in drugačnih, in mi kar se da poskrbimo za to, da te težave izginejo z različnimi izdelki. No in z menoj je kot vsak teden tudi nocoj gospa Herta Kosmina. Lepo pozdravljeni, strokovna sodelavka v podjetju Biovis. Gospa Herta, nocoj bova midve govorile o enem zelo pomembnem organu, bi lahko rekli, a ne? To je namreč organ, ki nekako prvi vzpostavi stik s sočlovekom. To so oči. Takšne in drugačne, zelene, modre, jezne, žalostne, vesele. Pa deva najprej na začetku povedati nekaj o samih očeh. Ja, pravijo tako, da tudi če bi 10 jezikov nekaj zatrjevalo, ne bi toliko pomenilo, kot če mi to vidimo z svojimi lastnimi očmi. Tako kot ste rekla tudi, oči so tiste, ki jih konstantno uporabljamo. Praktično si ne moremo zamisliti našega življenja brez pogleda. Ali to delamo, ali smo na zabavi, ali karkoli smo, vedno so oči tiste, ki nam služijo, ki nam morajo služiti. In po drugi strani pa pravijo tako, da so naše oči tudi eno ogledalo duše. Taka kot je duša, take ne bi bilo naše oči. Tudi kot ste rekla, ko mi nekako vzpostavimo prvi kontakt, se da iz tistega prvega nasmeha, iz tistega prvega pogleda človeka izjemno hitro oceniti. Včasih je to dobro, včasih pa tudi ne. Včasih pa ne. Ampak zdaj so oči tudi, tako pravijo, tudi ogledalo telesa, taki kot smo noter, tako so tudi navzven. In resnično nič ne more nadomestiti enega iskrenega nasmeha, tako rekla, z iskricami v očeh, ki ga pogledate. Pa naj bo to, rekla, pri starejših ali pri najmanjših otrocih. Se pravi, nič ne moramo skriti. Ne, tako že pravijo, da recimo, da vam en sam pogled pomeni več kot 100 besed. Tako da potem vemo, kakšno vrednost imajo naše oči. Nam pa oči povedo tudi marsikaj drugega o sebi. Pravijo, da v bistvu že po tem, kakšne imamo znake po naših očeh, se lahko določi tudi, kakšna obolenja, zdravstveno stanje pa tako naprej. No, slišala sem, da obstaja nekakšna veda, ki prav preučuje to, zdravstvene težave skozi same oči. Skozi same oči, ja. Ta veda ne bi bila ta iridiologija. In to obstajajo aparati, ki vam posnamejo oči in vam potem resnično na podlagi tega, dobro, obstajajo tudi posamezniki, ki so sposobni brez aparata to narediti, ampak zdaj obstajajo tudi že aparati, ki vam na podlagi tega posnetka nekako določijo, kje obstajajo določene zdravstvene težave ali pa bomo rekla, kaj je treba poskrbeti, za katere organe v svojem organizmu je treba poskrbeti, da ne bi prišlo recimo do resničnega kakšnega večjega problema. Drugače pa tudi recimo tako, jaz pa vi, pa tudi vsi naši gledalci verjetno vejo, da če smo recimo tako telesno malo šibki, potem takoj čutimo na očeh, da niso take, kot bi mogli biti. Recimo, če ste bolj prehlajeni, utrujeni, zmatrani, takrat sigurno vid ni taki, kot bi bil, kadar smo spočiti, odpočiti in zdravi, totalno. Tako da oči so velikokrat tudi kot ena šibka točka v našem telesu. No, lahko tudi, mogoče se dotakneva malo te teme, da v današnjem času računalnikov in podobnih naprav naše oči verjetno kar dosti trpijo, Ja, izjemno, bom rekla. Zdaj tisti, ki so v službi z računalniki, imajo že tam tistih 8 ur
konstantne napetosti v ekran, ne? In pravijo, da ko mi gledamo tako na blizu v te ekrane in tako se nam tako aktivirajo te manjše mišice očesa in nekako pridobimo kot eno napenjanje leče, ne? In enostavno je to večji napor za naše oči, istočasno pa tudi ne pomežiknemo tolikokrat. In iz tega naslova imamo potem bolj suhe oči, bolj pekoče oči, vse te stvari, ne? Jaz včasih razmišljam tako, da zadnjih 50 let smo mi imeli izjemen napredek, ne? In naše oči mogoče ne morejo slediti tako hitro vsemu temu napredku, ne? Ker če pogledate od računalnika, od telefonov, od vseh raznih, tudi teh neonskih luči, pa vse te stvari, ki so, enostavno obremenjujejo naše oči. In pravijo, da bi mi morali se že gensko spremeniti, če bi želeli, da bi sledili temu strašnemu napredku, ne? In vendar potem to ni dovolj 8 ur še računalnika, ne? Ker pridemo domov, ne? Potem je doma še, ne vem, treba pogledati še domače maile, pa treba pogledati še Facebook, ne? Če nam je kakšen kaj napisal. Potem itak, če imate telefonček, so ti SMS-i, ki so konstantno. Vse to je majhno, rekla, svetlikajoče in tako naprej. Potem veliko ljudi dela zdaj v teh ali za tekočim trakom ali pa tudi v centrih, raznih teh trgovskih centrih. To so te luči, ki enostavno, rekla, niso ta dnevna svetloba, na katere bi naše oči bile nekako navajene, ne? Praktično nimajo niti stika z zunanjim svetom, ne? Zdaj, če se zamislite, vi greste recimo v en trgovski center in ne veste, ali zunaj sneži, ali sije sonce, ali je tema, ali je svetlo, ne? In veliko teh ljudi gre noter, ki je tema, posebno zdaj v tem času, ko so dnevi kratki, in pride ven, ko je spet tema, ne? Pravijo, da bi mi morali že tako normalno imeti eno okno, da bi vsako toliko si spočili oči, ne? Zdaj, če si zamislite, da recimo vi pogledate tako nadaleč, ne, v daljavo, ne vem, hribe, pa zelenje in tako, enostavno prav občutite, kako vam z oči odpade ta utrujenost, ne. To bi rabili nekako, ne. Če ne drugače pravijo, da že ne lepite eno sliko tam s kakšnim zelenjem ali karkoli, da se oči malo spočijejo, da se oči malo spočijejo, ne. No, ampak ne spopadamo se samo odrasli s temi težavami, ne. Opažam, da ima tudi zelo veliko otrok, tudi zelo majhnih že očala danes. Ja, si v bistvu bom rekla, če pogledate, tudi že majhni otroci, ne, računalnik, pa ne vem, zdaj že vidite velikokrat celo v restauracijah, ne, jejo kosilo, pa otrok, da da mir, ima že tam eno tablico, pa že gleda risanko, pa tako naprej, ne. Potem imate vse te igrače, vse je bolj že nekako digitalno, računalniško, pa tako naprej. Veliko je tega, ker enostavno ti otroci še niti niso pravilno razvili svojih oči in se že izjemno veliko ukvarjajo s temi računalniki in s temi elektronskimi igricami, pa da ne govorimo, mislim, koliko je tistih igric tudi na računalnikih, ne. In potem pride do tega, da pač potem še šola, še branje, še vse te stvari in obremenjujejo izjemno, ne, oči. Včasih, ne vem, so plezali po drevesih in tudi, ne vem, peljali krave past ali kar je bilo, ampak to niso bili napori za njihove oči, ne. Medtem ko danes so konstantno upreženi, premalo fizično aktivni, ampak preveč imajo teh, bom rekla, računalniških igric in vsega tega, ne. Tako da najslabše, bom rekla, nekako so jo odnesli otroci v Aziji, ne, tam imajo tako po raziskavah največ očal, ne, največ očal nosijo, tako da prevladujejo ti otroci iz Azije, ne, glede tega, ne. Tako da ja, tam je najbolj, bom rekla, tako kritično že procentualno kar se tega tiče, ne. No, pa vendar oči niso kar tako enostavne, ne, enostaven organ. Ja, res je. Bi lahko rekli, da bi jih bilo treba kar
malo bolj čuvati kot jih mogoče. Izjemno bi jih mogli paziti, ne, bom rekla, pa tudi mogoče kakšne vaje izvajati za oči, obstajajo tudi vaje za oči, da krepimo vse te mišice pa tako naprej, ne. Sigurno, kadar mi, ne vem, pomislimo na oči, ni najlažje, niti na pregled, bom rekla, če imamo zaid živemo, oči so pač en del, ki je taki občutljiv, ne, zmeraj, bom rekla, izjemno zaščitimo mi oči, karkoli delamo, ne, čeprav včasih premalo, ne, vsi tisti, ki recimo, ne vem, nalvarijo ali brusijo, ali to bi morali imeti ena določena očala, ne, pa velikokrat se potem zgodi, da morajo k zdravniku, zato ker jim je kakšen delec priletel noter, pa tako naprej, ne. Zato, ker, tako kot smo rekli, smo odvisni od oči in zato nas je, po eni strani nas je strah, ne, ampak velikokrat mislimo, saj se ne bo nič zgodilo, ne. Ne moramo si pa predstavljati prav tega, ne, kako bi bilo, če bi izgubili vid, ne, in si mislimo velikokrat, ne, si mogoče ne bo to nas doletelo, ne. K sreči res ni tako, bom rekla, tako vse drastično, kot mislimo, ne, ampak vseeno, ne, ljudje pač, ki imamo več kot 50 let, bi bilo kar dobro, da bi vsaj enkrat na leto šli na en taki preventivni pregled. Če se slučajno kaj razvija, da pač izjemno na začetku to zaustavimo. Da ne preveč napreduje, ker je zmeri težje je potem zdraviti stvari, ki so že napredovale, kot pa tiste, ki so na začetku, ali pa recimo, ne vem, če gremo se preventivo, ne, bi bilo še najboljše, ne. Bi lahko rekli v bistvu, ne, da nam je to nekaj samoumevnega, ne, tisti, ki zelo dobro vidijo, jim je to nekaj čisto samoumevnega, ko pa enkrat malo slabše vidiš, pa potem opaziš, da pa so res oči zelo pomembne, ne, da se slabšanje vida prinese en kup stvari za sabo, s katerimi sploh ne moremo, s katerimi se moramo zdaj sploh ne moremo razmišljati, da bi se to zgodilo, ne. Ja, tisti, ki so to doživeli, potem vidijo, kaj so izgubili, ne, ampak to je čisto življenjsko in čisto človeško, ne. Pravijo, da veliko stvari mi znamo ceniti šele takrat, ko jih izgubimo, ne. Tako da je to, ne. Žal. Ja, žal je tako, ne. Dobro, no pa kakšne probleme pa bi še mogoče lahko izpostavili, razen tega vida zdaj, kar se tiče oči, kakšne težave še lahko? V bistvu mi, ko se srečujemo na terenu, največkrat se srečujemo z ljudmi, ki pravijo, da imajo suhe oči, ne. To je neka suhe, po eni strani so suhe, to je tako kot slabša regulacija očesne tekočine. Enkrat jih te oči pečejo, naslednjič pa recimo se jim suzijo, ne. Vprašanje, ali so v prostoru, če je prostor suh, pa tako naprej, v bistvu jih pečejo, ker pač ni dovolj tekočine, ko pa recimo grejo ven ali na burjo ali kjerkoli, je pa to kontra, se jim oči suzijo, ne. Včasih imajo tako bolj rdeče obrobe pri očeh, ne. To so tudi te razne infekcije, zaradi tega, ker pač oči nimajo dovolj te tekočine in se ne morejo umiti, izmiti, bom rekla, in potem pride do večje možnosti infekcije pri teh očeh, ne. No, potem imate te ljudi, ki velikokrat rečejo, ja, saj res imam te probleme, zato pa imam te umetne solze, ne. Sem si kupila, si dam po parkrat na dan kapljice v oči, ne. In s tem nekako, bom rekla, rešujejo pač tisto trenutno stanje. Bi rekli kratkoročno, ne? Ja, še vprašanje, če je rešijo, ne. Moja znanka je nekaj časa zelo pogosto uporabljala te kapljice in je opazila, ne, da so pomagale na kratki rok, dolgoročno je pa imela oči še bolj suhe. Ja, res je, no, tako so nekaj, kar sem vam že prej hotela reči, da je vprašanje, če jih rešijo, ne. Ker problem je večkrat, ko ponavadi stavijo vedno pogosteje te kapljice v oči, ne. In enostavno resnično pride do tega, da so oči praktično, ne vem, dobijo kot eno potuho in imajo še bolj, manj proizvajajo te tekočine in so še bolj suhe, ne. Tako da jaz si mislim, da bi bilo bolj logično, da bi mi nekaj od znotraj dodali, da bi oči probale same vzpostaviti eno ravnovesje, da bi same tvorile
več tekočine, ne? Ker spet smo tam, ne? Ni nujno, da tvorijo enakomerno skozi cel dan neka tekočina. Vprašanje je zdaj, s čim se mi ukvarjamo, kaj delamo, v kakšnem prostoru smo, ne? Na to je potrebno potem prilagajati vse to tvorbo očesne tekočine pa vsega tega, ne. Tako da bolj logično je, da spodbujamo, rekla, eno ravnovesje v očeh, da one same tvorijo te stvari, ne. Kako pa je z lečami? Vedno več ljudi se poslužuje nekako leč, bodisi zaradi videza ali česarkoli drugega. Kako je pa z lečami? Ja, veliko ljudi zaradi videza predvsem, ali pa recimo, če imajo kakšne take športne aktivnosti, ki jih z očali težko opravljajo. Zdaj, tako, spet je malo odvisno od naših oči, koliko imamo občutljive oči, ali to prenesejo. Zdaj, potrebno je tudi poiskati pravilne leče, pa to, ne, recimo, se jih je več na tržišču. Tako da zdaj, tistim, ki pač ustreza, naj se poslužujejo, ne. Vsake toliko pa bi bilo vseeno dobro, da malo prekinejo in dajo gor očala, ne, da se oči malo, bom rekla, odpočijajo od leč. Tukaj bi rekla samo tako, no, da naj vseeno nekako se obdržijo na tistem roku uporabe leč, ne, ker leče imajo tam približno en mesec roka uporabe, ne vem kako, nekaj takega. Jaz pa sem srečala recimo ljudi, ki potem rečejo, ja, veste, saj jaz to uporabljam kar naprej, ne, pa vse rdeče oči, ne, pa vse tako, ne, tako da to je velika možnost potem tudi raznih infekcij pa vsega tega, ne. No, zdaj veliko ljudi se odloča tudi za operacije, ne. Tudi reklamirajo se na polno pa tako naprej, no. Ampak jaz sem govorila z enim fantom in on se je kar tako malo bolj pozanimal, ali bi šel na to operacijo ali ne, ne. In ni vse tako zlato, kot se sveti, ne, tudi pri teh operacijah, ne. Tako da jaz si mislim, da tisti, ki se o tem odločajo, najraje, bom rekla, dobijo dve različni mnenji, kaj je za njih dobro in kaj ne, ne. Ne samo mnenje tistega, ki bi operacijo naredil in nekaj pokasiral, ne, če bi tako gledali, ne. Tako da je dobro, da resnično preštudiramo, ne, ker je vseeno poseg in tam obstane ena določena rana na očesu, ne, ki je vprašanje, kako potem čez leta odreagira, ne. Kako se to zacelje, ne. Dobro, pa deva midve skočiti nazaj na slepe, no, slabovidne nekako. Koliko je teh ljudi v Sloveniji? Ja, v to društvo, ki obstaja, društvo slepih in slabovidnih, naj bi bilo včlanjenih približno 4000 ljudi, ne. To so resnično slepi, plus tisti, ki imajo nekako do 10% vida, ki se jim ohranilo, ne. Na srečo je to, da pač bomo rekla, je to vseeno še vedno ena bolezen ostarelih in starosti, ne, ki se nekako v starosti pridobi ali pa rekla s kakšno poškodbo ali kakorkoli. Na leto se nam rodi približno 4 otroci, ki so recimo slepi, ne, tako da na srečo pravim je to v poznih letih bolj prisotno. Je pa tako, da je to razne poškodbe, kot sem rekla, lahko, ali pa, bom rekla, bolezensko obolenje, ne, tudi ta slepota, tam pri raznih sladkornih obolenjih, pa nekako pri glavkomu, pa tudi rumena pega, ne. Ta rumena pega, ki pač s starostjo se tvori tudi na tej podlagi, kot sem rekla, če ni dovolj hitro odkrito, da bi lahko nekako rekla, prej že ukrepali, ne, pri zdravljenju, ne. No, pa vendar se najpogosteje verjetno pa srečamo s to sivo mreno, a ne? Ja, največkrat, ko smo tako po terenu, pridemo nekako do stika z ljudmi, ki pač, ne vem, pri teh naših pregledih pride pač eno določeno odstopanje pri očeh in
vprašate in pravi, ja, veste, sem sivo mreno, sem bila na operaciji, ne. Največkrat, ne. Zdaj, to pač operirajo, moram reči tako, da izredno malokrat sem prišla do stika z ljudmi, ki so imeli probleme po tej operaciji, tako da je kar dobro ozdravljiva, bom rekla, ne. To je pač, pride ta očesna leča, ki se nekako zamegli, ne, zaradi tudi teh enih dodatnih odpadnih snovi, ki zaostajajo v očesu. In potem rečejo, ja, so rekli, da moram še počakati, da ni še zrela, pa tako naprej, ne. In potem, ko operirajo, pač pomeni, da to lečo vzamejo ven in zamenjajo z umetno, ne. Tako da je spet slika čista, ne, ker je prej bila neka taka zamegljena, pa izjemno težko se ločuje črna pa temno modra barva, ne, tako da je potem po operaciji so spet te oblike jasne, rekla, barve bolj jasne, pa tako naprej, ne. Vendar včasih je bilo tako, da ste srečevala ljudi, ki so bili resnično starejši, ne, pri tej sivi mreni, ne. Jaz recimo se spomnim moje mame, ona je imela 75 let, ne, ki je šla na operacijo sive mrene, ne. Zdaj pa srečam na terenu ljudi, ki so mlajši od mene, ne, pa rečejo, ja, sem imel operacijo sive mrene, ne. Kar pomeni, da se to lahko čez čas spet ponovi, ne. In to je pa zaradi tega, ker pač toliko, kot smo prej rekli, ne, izjemno veliko je računalnikov, izjemno veliko imamo teh ultravijoličnih žarkov, ne, tudi močnega sonca, ne, pa te stvari. Potem imate pa ljudi, ki jemljajo razna zdravila, ne, to so kakšni kortikosteroidi, izjemno vplivajo na oči, pa tudi kakšna razna druga močna zdravila, ne. Pri sladkornem obolenju imate lahko tudi kakšne take probleme z očmi, ne, pa razna kakšna taka presnovna obolenja, ko se v bistvu potem eni določeni kristali nabirajo v organizmu in se sploh v ta mikrocirkulacija izjemno radi zaustavljajo, ne, in praktično poškodujejo to mikrocirkulacijo v očeh, ne. Drugače se imenuje ta siva mrena tudi katarakta, ne, jo imenujejo, ne. Je pa veliko prisotnosti tega, no, res. Nažalost, kako sem rekla, zmeri mlajši, ne. To bi bilo bolj, mislim, dokler so starejši, je to nekako tako, ne, ampak zdaj je kar veliko mlajših. Se nekako znižuje ta starostna meja, ne? Starost se kar znižuje, ja, pri teh, ne. No, pa vendar so še verjetno kakšne druga obolenja, ki tarejo oči. Ja, ena izmed teh je tudi tisto, ki smo jo prej omenili, ne, ta rumena pega. To je resnično tisto, kar nam omogoča branje, omogoča nam razlikovanje vzorcev, oblačil, vseh teh stvari, ne. In tukaj je pa večja težava, bom rekla, ne, ker to težavneje zdravimo ali drugače, če rečem, lahko zaustavljamo. Zdravimo izjemno težko, da bi se stanje izboljšalo, če tako porečemo, ne. To se v bistvu zmanjšuje se nekako vidno polje in tudi imate potem nekako starostno spremembo. In to starostno spremembo potem zaustavljajo sicer z raznimi injekcijami, z vsemi temi stvarmi. Je pa zanimivo, da je prav pri rumeni pegi, ne, najbolj nekako tako poudarjeno, celo iz strani zdravnikov, da edina stvar, ki zaustavlja rumeno pego, so močni antioksidanti, ne. Ker je rumena pega dobesedno, veste, v eni knjigi sem to tudi prebrala, tako oksidacija maščobe, ne, v naši cirkulaciji, v naši mikrocirkulaciji. In ko te maščobe oksidirajo, se pač, bom rekla, nekako sprimejo na to mikrocirkulacijo v očeh in preprečujejo vid človeka, ne. Je pa tako, da pri tem obolenju je najbolje, da naredimo nekaj v preventivi, ne. Če se potrudimo sploh v tistih primerih, ko vemo, da imamo to v genih, ne. Tako da tam, kamor imamo v genih te stvari, potem moramo skrbeti z močnimi antioksidanti praktično že v svojih mladih letih in naprej konstantno, ne. Pa da redno hodimo na preglede pa tako naprej, ne. Ker, kot sem rekla, to
težko zdravimo, lahko hvečemo čim bolj zaustavljamo. Ne. Se pravi, se splača biti pozoren, ne, in narediti nekaj na preventivi, kot pa kasneje na kurativi. Torej, midve bova nadaljevali takoj po kratkih oglasih, ko boste lahko vi, dragi gledalci in spoštovane gledalke, tudi poklicali v našo oddajo in povedali, kakšne so vaše težave, izkušnje, karkoli v povezavi z očmi, in z veseljem vam bova seveda svetovali. Torej, se vidimo čez nekaj trenutkov. Seveda. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Nocoj govorimo o očeh in bolezni ter raznih težavah, ki jih tarejo. No in sedaj lahko tudi vi pokličete v našo oddajo in poveste, kakšne so vaše težave na telefonsko številko 03 490 02 22. Torej, lepo vabljeni, da pokličete in povprašate mogoče samo za kakšno mnenje ali karkoli drugega, kar je povezano z očmi. Torej, gospa Herta, ko smo imeli oddajo z dr. Majičem, smo veliko govorili o sladkorni bolezni in o povezavi z očmi, se pravi z vidom. Sladkorna bolezen ima kar velik vpliv na oči. Praktično so oči prve tiste, ki so izpostavljene, pa ledvica, pa mikrocirkulacija. Pravijo tako, da telo izstavi vedno račun za nazaj in da se ne moremo zdaj čuditi, zakaj je prišlo do obolenja naših oči, če pa leta in leta nismo imeli uravnanega sladkorja. Če nismo nič toliko, bom rekla, pazili, da bi bil sladkor čim bolj uravnan. Ker ti skoki in padci sladkorja v krvi sigurno poškodujejo očesno mikrocirkulacijo. Tako da kako smo rekli, telo izstavi račun za nazaj in ga je potem treba plačati, če želimo ali ne. To je nekako potem tako imenovana diabetično obolenje mrežnice. Tako da tisti, ki imajo probleme s sladkorjem, se pač morajo zavedati, da morajo imeti čim bolj uravnan sladkor, močne antioksidante vnašati v telo, pa tudi nenasičene maščobne kisline. Zdaj to so, ali bom rekla, nenasičene maščobne kisline rastlinskega izvora ali pa živalskega, to pač omega-3, ribje olje. Tako da to izjemno velik vpliv ima na mikrocirkulacijo oči. Tako da tisto je izjemno pomembno. No, meni je pa nekoč ena znanka povedala, da je sredi belega dneva videla pred očmi nekako, mogoče bom zdaj malo pretiravala, ampak kot da se ji malo zabliskalo. Ja, seveda. Meni se je to zdelo kar malo zastrašujoče. Ja, se ji tako tudi izpade, recimo pri ljudeh. To je kot, da bi videla strele, se rečejo tudi. To je v bistvu nekako ta odstop mrežnice, ki je bliskanje, lahko tudi neka veliko število mušic kar naenkrat pred očmi. Tako da je pač ta odstop mrežnice od te spodaj ležeče žilnice, ki rečejo, in takrat pride do tega bliskanja. V takem primeru ni druge kot čim prej do zdravnika, ker morajo spostaviti čim prej spet ta kontakt, ker drugače pa lahko resnično pride do trajnih poškodb. No, ena moja kolegica je tudi to doživela, tako kot ste rekla zdaj vi, in potem pride do tega, da ne smejo nič težkega dvigovati, da ne smejo nič, preveč se sklanjati. Nobenih takih stvari, ki bi potem tvorile še en dodaten pritisk v očeh. To nekako se zdravi potem ali lasersko, ali pa direktno prav operacijsko. In potem se je treba, tako kot smo rekli, kar precej časa, precej paziti, da se to ne ponovi. Tako da to je kar.
Dobro, midve sva zdaj v teh naših oddajah že obdelali kar nekaj organov, različnih bolezni, ampak imam še vedno občutek, da so pa le oči tiste, ki so resnično najbolj izpostavljene naporom. Ja, so, ne, ker v bistvu, kako ko smo rekli, konstantno moramo delati z njimi, ne, pač in stalno so pod naporom in veliko je tudi teh različnih obolenj, ki jih lahko, bom rekla, imamo pri teh očeh, ne. Tako da imamo še eno nevarno obolenje, no, ki je nismo recimo še omenile, to je ta zelena mrena, ne, ali ta glavkom. To je tisto obolenje, ki je, bom rekla, tako, kar najbolj nekako nevarno, če tako rečemo, ne. In se zdravi tudi konstantno, zahteva konstantno spremljanje ljudi, ne. Resnično zdravijo jo ali lasersko, bom rekla, ali prav operacijsko, ne. To je nekako neka kot poškodba vidnega živca zaradi pritiska v očesu, ne. Je tudi, bom rekla, izjemno boleče, nekaj pravijo, jaz sem imel občutek, da mi bo oko ven vrglo, ne, ker je bilo pač izjemno problematično, ne, oko boli, je rdeče, bom rekla, in čuti se ta grozen pritisk, zraven imate pa tako glavobole, pa tudi bruhanje pride v tem primeru, ne. Tukaj se potem doživljenjsko zdravi s kapljicami, raznimi laserskimi posegi, ne, pa operacijskimi posegi. Pri tem živcu recimo je tudi zanimivo enkrat, če pride kakšna poškodba mogoče, ne. Sem imela enkrat en kolega je rekel, kar naenkrat je rekel, vozim avto in kar naenkrat so bile dve cesti pred mano, ne. To je trajalo potem ne vem koliko časa, mislim, da so to nekako, da se je samo uravnalo, niti niso nekaj mogli ne vem kaj narediti, ne, ker je ta živc nekako tako vplival, da je kar dvojni vid imel, ne, se recimo možgani niso mogli povezati vida obeh oči skupaj, ne, tako da ali bi mogel gledati z enim ali z drugim, ne, to je, naši možgani imajo itak neka izjemne sposobnosti, da povežejo te naše slike, ne, tako da ja. No, na srečo pa vendar vsako obolenje ni tako hudo, ne? Ne. Bi lahko mogoče nekako razdelili, koliko tipov ljudi imamo recimo glede na slabovidnost, koliko tipov ljudi je recimo nas, ki slabo vidimo, ki nosimo očala? Obstajajo v bistvu, bom rekla, te štiri skupine, ne. Imate to kratkovidnost, pa dalekovidnost, ne, pa imate potem starostno slabovidnost, ne, to so tri take, ki vam že pojmi povejo, kaj je, ne, eni vidijo na daleč, eni na blizu, potem je ta starostna, ki se pride pač, bom rekla, z leti, ne. Ponavadi rečejo tam od 50 naprej, kar je spet tako, ne, na žalost so mlajši, ki že ne vidijo, ne. Pravijo, da po 50 bi lahko nekako sprejemali, da je to že nekako povezano s starostjo, ampak zdaj nas imate, ne vem, že pri 45, ker se jim ta vid začne nekako spreminjati, ne. Potem imate pa še tisto četrto, to je pa ta astigmatizem, ne. To je v bistvu eno obolenje, ki ni ne kratkovidnost, ne daljnovidnost, ampak je malo ukrivljenost te naše leče. In potem mi lahko ene določene oblike ne vidimo take, kot so, ampak jih vidite tako kot z onimi zrcali, ne, ali je razpotegnjeno, ali je raztegnjeno, ne. In potem na tej bazi morajo pač izdelati očala, ki so, ko jim rečejo, cilindrična, ne, da pač uravnajo te lomljivost, ne. Dobro, midve bova sedaj sprejeli klic, pa potem nadaljujeva. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Larisa Mohorčič kliče. Jaz sem pa vodja trgovine Biovis in sem pač hotela vas poklicati, ko smo danes v živo na televiziji, da vam predstavim našo trgovinico, ki se nahaja v Mercator centru v Kopru. V glavnem naša trgovinica obiščejo stranke z različnimi težavami in z vprašanji. Mi smo pa tam, da jim rade volje ustrežemo, poslušamo in strokovno svetujemo. In kot je gospa Herca večkrat omenila, izvajamo te tedenske meritve vitaminov in mineralov in tako lahko ponudimo naše izdelke, blagovne znamke, Biovis in Biostile.
strankam pomagamo k boljšemu počutju, zato se k nam rade volje večkrat vračajo. Izdelke strankam pomagamo z raznimi nasveti, tudi prodajamo po spletu, pošljemo jim izdelke na dom, če to želijo, in smo jim za vsa vprašanja vedno na voljo. In ker se leto izteka, bi v imenu trgovine Biovis rada vošla vsem našim strankam vesele praznike in v novem letu pa veliko sreče, zdravja in uspehov. Tako. Dobro. No, hvala lepa. Hvala lepa za vaš klic, za tole prijazno predstavitev. Tudi vam vse lepo in veliko uspeha pri širjenju zdravja. Konec leta. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Konec leta se bliža. Torej, govorili sva o tipih. Ja, astigmatizem, v bistvu, bom rekla, včasih se lahko tudi zamenjajo z temi kratkovidnostjo pa daljnovidnostjo, ampak če potem pride do tega, da pač človek, ki dobi očala, pa vseeno ima ene določene glavobole pa tako naprej, pomeni, da to niso najboljša očala za njega, Tako da pri izbiri očal pač tudi tako morajo biti izjemno pazljivi, Jaz, recimo, če se tukaj spomnim enega majhnega fantka, ki so mu dali recimo očala, pa kar naprej vseeno bolela glava, pa nič ni v redu, da ne vide, da je kratko viden, pa tako naprej. Potem pa smo rekli, pojte vi še enkrat tako, enemu drugemu okulistu, nič povedati, kaj je bilo, kaj ni bilo, no in potem je šel. Tam ga je še enkrat okulist pregledal in pravi, veste, saj on nima problemov z to vidnostjo, ampak ima rahlo ukrivljeno lečo. In ko so ta očala izdelali na tisti način, je bilo rešeno vse, nobenih glavobolov, nobenih problemov več. Tako da, ker so očala pravilno izdelana na problem, bom rekla, potem glavobolov ne bi bilo. Tako da je tukaj kar pomembno, komu gremo, pa tako, Bi lahko rekli mogoče, da je glavobol ena tist pokazatelja, da imamo prava očala. Ja, točno tako, Tako da mogoče veliko glavobolov izvira tudi iz tega, da pač pa ne vemo, kaj je. Drugače pa tako, kot smo rekli, naši možgani uravnavajo izjemno te slike, gor dol, bom rekla. Imate recimo ljudi, ki vidijo na eno oko izjemno dobro na daleč, pa na drugo oko izjemno dobro na blizu. Pa če recimo oni ne rabijo očal, ker imajo, končna slika je izjemna in na daleč in na blizi. Ampak, ko pa jim naredijo pregled na eno oko, na daleč vidijo, na blizi ne vidijo, na drugo pa na daleč ne vidijo, pa na blizi vidijo. Tako da nobeno oko ni dobro, ampak ravno to se poveže, skupaj je pa odlično. Skupna moč je super, Dobro, ampak največ ljudi verjetno v vsakodnevnem življenju se pa vendarle spopada verjetno s težavami, kot so srbeče oči, pekoče, razne alergijske. Alergij je kar veliko, zdaj bom rekla. Tudi zaradi tega je toliko, bom rekla, srbečih oči, pekočih oči, sploh recimo, kadar so te razni cvetovi, te, bom rekla, prahovi, ki letijo po zraku spomladi pa poleti. No, pa zdaj so že zime tako mile, da bi lahko rekli, da tudi po zimi. Ja, zdaj imate pa druge stvari, zdaj imate pa kurilno sezono, pa imate spet, bom rekla, te prašne delce, ki so prisotni, tako da zmeri nekaj je. Če so oči, bom rekla, bolj občutljive, potem imate zmeri ene določene probleme, ki se tam javljajo. Potem imate razne probleme tiste ženske, ki so bolj, bom rekla, občutljive na kakšne kozmetike. Tako da je kar pametno izbirati čim bolj naravno kozmetiko, da ne poškodujete oči. Tako da, ampak kakorkoli, zmeraj je pametno, da pač nekako pomagamo očem od znotraj, da jih hranimo, da se one lahko uravnovesijo, da proizvajajo dovolj te tekočine, da poskrbimo, da imajo čim boljšo mikrocirkulacijo, da so dobro prekrvavljene in tako naprej. Tako da mi bolj prislehamo na tisto notranje hranjenje
znotraj navzven, oči. Ja, tako. Bi lahko rekli. No in ravno zaradi tega imava midve danes tukaj tudi dva proizvoda, ki bodo izjemno dobro pomagali pri vaših očeh. Kot smo prej rekli, že tudi zdravniki priznavajo, da recimo pri sivi mreni lahko odnesete nekako stvari, če so prisotni močni antioksidanti. Rumena pega je sploh tista, kjer morate imeti prisotne antioksidante, če želite, da se zaustavi, da se ta oksidacija maščob v očeh ne, bom rekla, stopnjuje, da se ne mikrocirkulacija nekako zaustavi. Dobro, vas samo malo prekinem, da sprejmeva en klic, pa potem takoj nadaljujeva. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer, Mojca iz Ljubljane. Pozdravljeni. Eno vprašanje bi imela, ker imam začetke sive mrene. Me zanima, če bi lahko uživala tabletke Bilberry pa kapsule Immune Power. Ja, bomo. Super, gospa, bomo razložili. Ravno v pravi čas. Evo, poslušajte nas, pa vam damo odgovor, prav? Super. Hvala lepa. No, gospej so verjetno to kombinacijo, ki je svetovali, glede na to, da je ona točno že povedala imena teh preparatov, verjetno je bila kje na meritvah, pa so ji svetovali za oči to kombinacijo. Začetki sive mrene, ja, tako kot smo rekli, vse, kar je, bom rekla, tudi če bi bilo kasneje, ampak bom rekla, hvala Bogu, gospa je rekla, da ima začetek sive mrene, tako da izjemno priporočamo jemanje, gospa, te kombinacije, ker imate v teh preparatih, tako kot smo prej rekli, močne antioksidante, tako da v Bilberryju imate tako, na borovnico je vezan lutein, A vitamin, C vitamin pa E vitamin. To so najmočnejši antioksidanti, plus imate zaradi tega, ker je vezano na to borovnico, praktično še te anticianoide noter, ki izjemno pomagajo pri mikrocirkulacije. Lutein, zdaj tako, veliko ljudi ga niti ne pozna, ampak lutein je tisti najmočnejši antioksidant za oči, ki je izjemno pomemben, če želimo, da se tvori tudi ta očesna tekočina, da se oči lahko same izmivajo, umivajo, nekaj pa tako naprej. Sicer nekaj, to se lahko tudi tvori iz tega nekaj preko A vitamina, ampak lutein je ful pomemben antioksidant pri očeh. Potem imate A vitamin, kjer vemo vsi, že rečemo, vse to, kar je oranžno, nekako ne bi vsebovalo A vitamin. C vitamin, ki poskrbi za to prožnost, mikrocirkulacije, tudi ožilja, vse skupaj. Pa E vitamin. E vitamin je tudi tako, drugače je imenovan vitamin mladosti, tako da tudi za lepoto poskrbi. Ampak spet je nekako vezava, bom rekla, na to mikrocirkulacijo in proti oksidaciji maščob. Zanimivo je tudi, da ta Bilberry lahko vzamemo mi kot bonbon. 3-krat na dan ga samo raztopimo v ustih in izjemno hitro vpliva na naše oči, ker vse, kar mi absorbiramo skozi ustno sluznico, je 100% absorpcija. Zato tudi recimo nitroglicerin pa to stavijo pod jezik, da je takoj v telesu. Zaradi tega imamo tudi pri Bilberryju tako izjemno hitro učinke. Ljudje rečejo tam po 5-6 dnevih že čutijo, da je drugače, da se oči drugače odzivajo. Zanimivo je meni, recimo, tako, ko mi pridejo spet na kontrolo, kot so na teh meritvah in rečejo, kako je z očmi? Ja, v redu, reče. Koliko krat pa stavite zdaj kapljice? A ja, veste, pa nič ne stavim, več sem prav pozabila, ampak to mi je najbolj zanimivo, ker v bistvu zmeri pomeni to, da če ljudje nekaj pozabijo, pomeni, da to ni več problem. To je najboljši opis, bom rekla, tega. No, v Immune Powerju imate pa noter spet neka snovi, ki vplivajo na to, da so oči dobro prekrvavljene, da poskrbimo za ožilje, da poskrbimo, da so te mikrokapilare prožne,
Zdaj recimo pravijo tudi tako, ne, da če vi vidite, da kadar kihnete, da vam poči žilca v očesu, je to že krik po teh antioksidantih, ki jih morate dodati organizmu, zato ker oko je edina tako dostopna stvar, kjer mi vidimo naše žile na površju. Ne? Ampak približno enako so prekrvljeni naši možgani. Ampak tega mi ne vidimo, ker je to v notranjosti in pač morajo biti posebna slikanja, če bi hoteli vse to videti. Ne? Medtem ko v očeh vi vidite praktično na vrhu. Ne? In če se vam zgodi tako, da kihnete, pa da večkrat, da vam poči žilca v očesu, ali pa da vam poči kar sama od sebe, ne? Je to krik po organizma po dodajanju antioksidantov. Ne? V tem Immune Powerju imate noter nenasičeno maščobno kislino, ker smo rekli, da mora biti prisotna pri očeh. To je maščobna kislina svetlina, ne, dvoletnega svetlina. Izjemno dobro vpliva tudi na vse hormonsko ravnovesje in tako mimo grede, ampak zdaj smo pač bolj v tej smeri kot ožilje. Potem imate prisotno morski kolagen, ne, kar pomeni, da vam ohranja tisto prožnost ožilja, ne glede kje v organizmu, ne, ampak spet smo tam bolj pri očeh. Imate noter matični mleček, ki deluje izjemno dobro tudi kot zadvigovalec imunskega sistema, in imate olje groznih pešk. To je eden najmočnejših antioksidantov, bom rekla, pri vnosu v telo. In olje groznih pešk vam dobesedno čisti stene ožilja. Ne? Sploh pri tej mikrocirkulaciji je to olje groznih pešk nepogrešljivo, bi rekel človek. Ne? Tako da kombinacija teh dveh preparatov boste res dosegli tisti maksimum pri vzpostavljanju ravnovesja v očeh. Ne? Zdaj, vsi tisti, ki imate to kot preventivo, je to toliko boljše. Ne? Tisti, ki imajo pa že določene probleme, rekla, ali z sivo mreno, ali z rumeno pego, ali s kakšnimi karkoli temi stvarmi, ne? Tudi alergije, ne? Če so prisotne. Potem je pametno, da čim prej začnete, bom rekla, jemanje, ker potem že marca recimo se začnejo prve alergije, ne, in tako naprej. Ne. Se pravi, se lahko to že prej uživa, da se pripravi same oči na potem razne dražljaje, bi lahko rekli. Tako ne? Je. Mi smo zmeri preventiva. Ne. Pravijo pa tako, ne, da imate 1 gram preventive je več vreden kot kilogram kurative. Ne. Tako da zmeri je pametno, da prej vi ojačate organizem, preden nastopi en določen problem. Ne. In s temi preparati je prav tukaj je prav to pomembno, da mi vzpostavimo moč organizma, moč oči, vsega tega že prej. Tako kot smo prej rekli, oči so vedno šibka točka organizma. Ne? Zdaj, če mi vplivamo na tak način na organizem, bomo vplivali tudi na druge dele v telesu. Ampak istočasno bomo dvigovali tudi našo najšibkejšo točko, ne? Za katero vemo, da so pač oči. Ne? Če povemo, ne vem, še ceno, ta je cirka 30 evrov, nekaj manj, ta imate pa 26 evrov in nekaj tako približno, kakšen cent gor ali dol, ne bomo tisto. Ampak tisti ljudje, ki imajo, rekla, z očmi probleme, ali pa če jih nimajo, ne? Ker danes imamo vsi, tako kot smo rekli, imamo izjemno obremenjene oči. Vsi tisti, ki delajo na računalnikih, ki so v raznih teh trgovskih centrih, ker je te neonske luči, ki svetijo. Tudi recimo vožnja avtomobila, mi imamo konstantno napetost. Ne? Pametno bi bilo, da vsi bomo podpremo oči vnaprej. Ne? Da vzdržujemo, jaz rečem tako, take preparate date recimo tako v avto, jaz ga imam zdraven in še kar se vozim, recimo pa si vzamem eno to tabletko, raztopim v ustih in rekla, pač gremo naprej. Ne? Zato, ker če podprete oči, potem lahko nekaj pričakujete od njih. Ne? Jaz sem tudi prej, ko smo debatirali, ne, da s 50 letom recimo ne bi bilo. Ne. Jaz kakšen zmeri potem potrkam, ne, rečem, aha, ne, jaz še zmeri dobro vidim, hvala Bogu, pa ali je to računalnik, kar je, nimam še problemov. Medtem ko, ki prihajajo ljudje k meni, imajo tam
40 let pa že rečejo, joj, groza, ne, prav sem mogla iti po očala, ni šlo več naprej, ne. Tako da se vidi, recimo, tisti, ki nekaj naredijo na preventivi pri očeh ali pa če se prav nič ne naredi in se samo čaka, ne. Vsaka stvar je boljša, da malo podprete, kot pa da čakamo in čakamo in čakamo, ker take napore, kot jih imajo zdaj naše oči, jih enostavno ne prenesejo. Tako kot smo prej rekli, mi bi se mogli gensko spremeniti, da bi naše oči lahko prenesle vse te napore, ne. Tako da vidite recimo zdaj tudi razne, ne vem, če pogledate po televiziji, pa da pogledate recimo, ne vem, karkoli, kakšno zborovanje ali pa razred učencev ali karkoli pogledate, vidite recimo, koliko jih je, recimo, ki ima očala pa tako naprej, ne. Izjemno mladih, ne? Ta generacija računalnikov in vsega je točno tako. Zelo na udaru. Tako da enostavno ne moremo misliti mi, da smo enaki, kot smo bili 50 let od tega, ker pač zahtevamo od naših oči čisto nekaj drugega, ne. In dobro je potem kakšno prehransko dopolnilo, ne, ker kot rečemo, ne, to je dopolnilo, ker enostavno rabimo več, kot je bilo leta nazaj in od naših oči zahtevamo več, kar pomeni, da moramo nekaj drugega in moramo pač dodati. Tudi dati, ja, ne? Da so zdrave in da lahko vidimo. Točno tako. Torej, spet so v podjetju BioVis poskrbeli, a ne, da je pravilna kombinacija sestavin, da imamo spet dva izdelka, ki sta super. Sploh je pa tako, ne, zdaj imamo tudi, kot je prej gospa rekla, ne, konec leta in tako naprej, ne, in izjemno kratki so dnevi, ne, mi smo praktično več kot polovico časa smo pod umetno svetlobo, ne. Pravijo tudi, bom rekla, gor, ne vem, da se trudijo gor polarno, ker imajo polarno zimo in to, ne, se trudijo, da bi vzpostavili to svetlobo drugačno zaradi vsega, ne, ker pač tudi zaradi oči, tudi zaradi stresov, tudi zaradi vseh teh občutkov, ne. Tako da, ja, v teh naporih, kot smo zdaj sploh, neka poleti rabimo tega malo manj, ampak po zimi pa sigurno je potrebno več podpore, kot smo rekli, ali smo v suhih prostorih, ali smo zunaj, ki so prašni delci, izjemno malo vidimo, bom rekla, teh naravnih svetlob in vsega tega. Tako da jaz resnično ljudem svetujem, da si to vzamejo, pa redno jemljejo, pa tako, kot sem rekla, opazili bodo določeno spremembo že tam po 5-6 dnevih, da so oči bolj trdne, bolj, bom rekla, manj varira to, tudi, bom rekla, ta vid njihov, ne. Ker, kot smo rekli, če organizem peša, potem peša vid je tisti prvi, ne. Ga pa ravno tako vidite tudi, bom rekla, hitro, ko se postavljate, ne, se tudi hitro prvi vidi, da se vrača, da je počutje organizma drugačno, pa tudi vid je izboljšan, ne. Sploh, bom rekla, kot smo rekli, mikrocirkulacija in vse te stvari, ki jih istočasno popravljate, s temi artikli, smo že takrat rekli tudi v oddaji Ožilje, ne. Mi nismo stari toliko, kot smo mi stari, ampak toliko, kot je staro naše ožilje. Zdaj, če mi vzdržujemo naše ožilje, ki je glavna avtocesta v našem organizmu, potem pomeni, da bomo lažje in dlje živeli, ne. Ker pomembno je, kako je naše življenje kvalitetno, ne. Kako smo sposobni ta leta, ki jih imamo, kvalitetno preživeti, ne. Včasih rečejo tako, da nekako medicina dodaja življenju leta, kakšna bojo in kakšna bo kvaliteta teh let, smo pa mi sami dolžni poskrbeti, ne. Mi smo tudi odgovorni za to, ne, bi lahko rekli. Samolastna odgovornost za naše zdravje. Poskrbimo za svoje oči, tako kot vedno rečemo, a ne, preventivno.
Da nam bodo dobro služile. Da nam bodo dobro služile, tako lahko seveda pokličete, dragi gledalci, spoštovane gledalke, na spodaj izpisano telefonsko številko in naročite svoja 2 izdelka, da bodisi ali da preventivno poskrbite za svoje oči, ki so res ogledalo našega telesa, bi lahko rekli, ali pa če že imate kakšne težave, jih zagotovo s tem odpravite, da ne bi se še poslabšale. Smeh še imel še vedno iskrico v očeh. Tako je, evo ga. No, in s to mislijo se bova za danes tudi z gospo Herto Kosmina poslovili. Hvala lepa, ker ste bili moja gostja. Midve se vidiva zopet naslednjo nedeljo. Srečno novo leto. Tako je, srečno vsem. Hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami. Glejte nas spet prihodnji teden, ko bomo odkrivali oziroma izboljševali, reševali težave, takšne in drugačne, o drugih boleznih, drugih organih. Se pravi, bodite z nami naslednji teden. Za nocoj pa hvala lepa in lahko noč. Lahko noč.